Prišli smo na vrsto malo kasneje, ker pač nismo srednji medij in mislim, da je bilo rečeno takrat, da je treba iz tega medija narediti en medij, ki bo prijazen, prijaznejši in manj napadalen do vladajoče oblasti, bolj dojemljiv za vladajočo opcijo in hkrati pod točko 2 naj bi delal kakšne izgube, naj deluje z minimalnim dobičkom oziroma s pozitivno nulo. Kot se stvari odvijajo, se zdi, da je ta kombinacija obsojena na propad oziroma neuspeh. No, zgodilo se je to, da so najprej zamenjali glavo podjetja, se pravi direktorico, potem je prišlo na vrsto drugo mesto, se pravi odgovorni urednik, in potem je ta odgovorni urednik zamenjal resorne urednike in dosti hitro se je pokazalo, da na teh mestih so nekateri kolegi in kolegice, ki so stopili v prevelike škornje, da stvar enostavno ne deluje. In stvar se je potem tudi ustavila oziroma otežila v tretji fazi, takrat, ko je bilo treba to hierarhijo prilagoditi in narediti en organizem, ki bo uspešno prevajal navodila od nekje zgoraj, namreč pri zaposlenih, pri novinarjih. In tu smo potem v drugi fazi priča tismo, na kar zadnje čase najbolj opozarjamo. Je res seveda, da je v uredništvu dezorganizacija, da to uredništvo še zdaleč ne pokaže tistega, kar je sposobno in kar bi moralo narediti, da je na trenutke kaos, da nimamo urednika kulture, že 3 mesece, pa še nekaj in tako naprej, ampak ta glavni problem se nam zdi v tem trenutku delo z ljudmi, oziroma odnos do kolegov in kolegic, ki so pravzaprav že leta pri nas in so vsebinsko v istem položaju, opravljajo ista dela, iste odgovornosti imajo kot redno zaposleni. Gre za kolege, ki so s pogodbami o sodelovanju za določen čas in med njimi tudi kakšen, ki dela samo za čisti avtorski honorar. No, kako doseči to, da bodo ti kolegi primerno ubogljivi in da bo potem tudi točka 2 zadovoljena, da tukaj ne bo prevelikih stroškov. Te stvari se ujemata in sicer v tem smislu. Prej je bila omenjena Münchenska deklaracija, to je moje priljubljeno čtivo, mislim, da bila je sprejeta leta 1971 in skoraj sem prepričan, da boljšega dokumenta, ki bi bolj natančno in bolj jedrnato povedal, kaj je novinarstvo, kaj so novinarjeve pravice in dolžnosti, ga še nismo videli. Namreč, čisto na koncu Münchenska deklaracija pravi, da ima novinar pravico do plačila, ki ustreza njegovi družbeni vlogi in ki jamči njegovo ekonomsko neodvisnost. To, kar se dogaja na Primorskih novicah s pogodbenimi novinarji in verjetno še kje drugje, je ravno zanikanje tega. Novinarji, ki nimajo niti osnove socialne varnosti, ki nimajo možnosti za to, da si spodobno uredijo svoje življenje, ti novinarji so na zelo kratki vrvici ali verigi in iz psov-čuvajev demokracije se spreminjajo v pse-čuvaje interesov svojih gospodarjev oziroma gospodarjev. Taki novinarji postajajo vse bolj ranljivi in so seveda bistveno bolj dojemljivi za sugestije. Taktika, to, čemu smo zdaj priča, je namreč, ko se pogodba izteče, poslovodstvo obvesti novinarja, da pač se je pogodba iztekla in da nove ne bo. No, potem je nekaj kravala in potem dobi ta novinar drugo pogodbo, ki je na bistveno nižji ravni kot ona prej. Mi smo se pravzaprav leta borili za to, da smo položaj samostojnih novinarjev spravili na približno takšen nivo, kot je zapisan v kolektivni pogodbi za poklicne novinarje. Tam namreč v 2. in 79. členu piše, da njihov položaj mora biti enak
oziroma primerljiv s položajem zaposlenih. To, tisti, ki poznate slovensko novinarsko sindikalno sfero, veste, da v Sloveniji to ni tako. In mislim, da bomo imeli še veliko problemov s tem, če bomo hoteli to doseči.